Naslednji govorec v tem prvem vsebinskem sklopu je predstavnik tistega, na kar smo v Sloveniji tako zelo ponosni, kajti v Sloveniji se imamo seveda tudi za narod inženirk in inženirjev in to upravičeno. Profesor dr. Matjaž Mikoš, po osnovni izobrazbi gradbeni inženir, sicer pa seveda dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Naslov njegovega predavanja je Graditev v vlogi dvigovanja odpornosti družbe in konkurenčnosti gospodarstva. Izvolite. Spoštovana gospa ministrica, spoštovani visoki gostje, spoštovane dame in gospodje. V tem prvem delu, ko sem k sodelovanju, se seveda človek vpraša, kaj lahko tako visokenemu cenjenemu zboru pove novega iz področja prostora, družbe in graditve. Seveda, kot gradbeni inženir naj bi nekoliko bolj se pogovarjali o področju graditve. Naslov prezentacije sem nekako pripravil, da bi želel izpostaviti določene izzive na področju graditve. Morda res kot dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ki skrbi za inženirski kader, še ob drugih inštitucijah, predvsem Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru. Pa vendar dovolite, da bi v tem predavanju osvetlil morda odprta vprašanja in dileme, ki izvirajo tudi iz enega drugega segmenta ob graditvi, umeščanju v prostor, in da spregovorim tudi v vlogi predsednika Sveta Vlade Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ta organ je bil ustanovljen leta 2014, skrbi za osveščanje, pa je po moje v tej slovenski družbi še premalo prisoten. Naslov prezentacije je Graditev v vlogi dvigovanja odpornosti družbe, po moje se okrog tega premalo pogovarjamo, gre za Sendajski okvir, potrjen leta 2015 na Japonskem, Slovenija je ta dokument podpisala. In drugič o konkurenčnosti gospodarstva. Pa dovolite, da poskušam, to imamo, z uvodnimi mislimi, zelo na kratko, potem se dotakni globalne konkurenčnosti Slovenije, tako imenovanega globalnega indeksa odpornosti, dotakni se cilj trajnostnega razvoja 2030, ki ga je omenil že dr. Brglez, na kratko povzeti, katere korake v Sloveniji smo v preteklih nekaj letih predlagali za oživitev gradbeništva in podal kratek sklep. V uvodnih mislih se moramo verjetno zavedati, da je gradbeništvo tradicionalna dejavnost. Ni od včeraj, prisotna je več tisoč let, verjetno od takrat, ko smo šli z dreves, pa se naselili v votlinah, od takrat naprej se gremo razne oblike gradbeništva. Dejstvo je, da gradbeništvo spreminja naravno okolje v grajeno okolje, če temu rečemo built environment, odprta krajina, urbani prostor. Kaj puščamo za sabo? To je različna oblika infrastrukture, to so objekti, to so inženirske gradnje. Danes seveda izrazito se bomo pogovarjali o stavbah. No, jaz sem šel v register nepremičnin, je prostor, pogledal sem si, kaj lahko javnega tam najdem. Izpostavil bi podatek množičnega vrednotenja nepremičnin, nekateri so rekli, da je to relativno sporno, danes lahko pravzaprav lastniki nepremičnin tudi vplivamo na to vrednotenje. Ocena je 120 milijard evrov so vredne vse nepremičnine v Sloveniji. Je to veliko ali malo, ne vem. Če je bruto družbeni produkt okrog 42 milijonov, je vrednost nepremičnin trikratni družbeni produkt Slovenije v enem letu. No, naš dolg je nekje 32 milijard ali slabih 75%. Torej, s kakšno tretjino nepremičnin bi zelo lahko pokrili zunanji dolg Slovenije. Številke so za zadnjo vrsto izrazito premale. Zelo redko na Fakulteti za gradbeništvo ima možnost predavati tolikemu številu študentov, morda v končnih sklepih kaj več o tem. Skratka, to je prikaz aktivnosti od januarja 2015 do januarja 2018. Vidimo, da se število nepremičnin povečuje, delov stavb, pravno tako stanovanj. Vsi kazalci spodaj so pozitivni, razen enega, to pa je prostor. Razpoložljiva zemljišča na gradnjo seveda smo pozidali v tem času in smo izgubili 17%. Površin za zemljišč za gradnjo torej seveda no ja, ne zmanjkuje, vedno manj jih je. Torej, seveda je jasno, da graditev posega v prostor. Ampak to, da je to tradicionalna dejavnost, nam želi povedati in odgovoriti bi se morali danes, zakaj gradbeništvo nekaj v prostoru počne. Ne samo zaradi samega sebe, da imamo službe. Verjetno zadostujemo nekaterim potrebam.
Pojdimo zdaj na ta prvi kompleks, da se pogovarjamo, kje je Slovenija v mednarodni primerjavi glede konkurenčnosti. Smo v kapitalističnem sistemu, želeli bi biti konkurenčni. V neki taki preglednici zadnji za 2017 je bilo analiziranih 137 držav, Slovenija zdaj, boste rekli, na uglednem, slabem, dobrem 48. mestu. V zadnjem času kar nekje tukaj okrog 50. mesta se nahajamo. Vprašanje je, kaj je v tej družbi dobrega in nam daje konkurenčno prednost, kaj pa je morda nekoliko slabšega. Začnemo z zdravim in osnovnošolskim izobraževanjem. Solidno, dobro, odlično 14. mesto. Više, ko gremo sekundarno, terciarno izobraževanje, že nekoliko slabše, pa vendar, jaz mislim, 24. mesto v svetu ni slabo. No, ko pridemo na infrastrukturo, to pa je področje, ki ga mi pokrivamo z graditvijo, je zadeva nekoliko slabša, skupaj 39. mesto. Predvsem seveda zaradi internetnih povezav in podobnih zadev, mobilne telefonije smo zelo dobri. Tele zadeve, ki so pa bolj naše, kot je kakovost infrastrukture, 31. mesto. Če bomo še zelo dolg časa drugi tir grali, bo verjetno tole zelo hitro slabša uvrstitev, brez Luke Koper bomo zgubili. Kakovost cest, 51. mesto. Železniška infrastruktura, premalo vlaganje v zadnjih desetletjih ali pa 2 desetletjih, se pa zadeve seveda izrazito izboljšujejo, za vse to je seveda treba denar se nekaj skrivati. Želel bi s tem predavanjem morda malo spodbuditi prioritete delovanja. Denarja nikoli ne bo zadosti za vse želje in potrebe. Zato apeliram, da se dejansko najde sistem stabilnega finančnega vložka vsakoletnega v večletnem obdobju za stalno redno vzdrževanje tistega, kar imamo. Vsak dober gospodar bo najprej to naredil. Gotovo potrebujemo večja investicijska vlaganja v obstoječo infrastrukturo, ne da ga vzdržujemo, ampak ga moderniziramo, izboljšujemo in seveda v novo infrastrukturo. V kaj, kdaj in kako. Danes verjetno bo več o stavbnem fondu. Če zdaj pogledamo globalni indeks odpornosti, pustimo konkurenčnost, nekje vidimo, kje zaostajamo za svetom, pogledamo drug segment. Pojem resilience ali odpornosti, uradno prevajamo ne kot prožnost, to besedo kot odpornost. Odpornost v smislu odpornosti družbe na spremembe. Tukaj izrazito, kot vidite v tem indeksu, ki ga je pripravila firma FN Global, gre za odpornost družbe glede na 3 dejavnike: gospodarstvo, kakovost varstva, oskrbovalna veriga. Podatki bodo podani za leto 2017. Vidi se, da so v oranžni ali rumeni barvi obogateni podatki, horizontalni v zadnjem, v modrem stolpcu pa dodani kazalniki. Teh 12 kazalnikov v rdečem so tisti, ki se neposredno nekako dotikajo graditve prostora družbe v smislu gradbeništva in bi si pogledali, kaj to pomeni. Če želimo samo kakovost varstva, kjer je teh dejavnikov več, pogledati, kakšna je definicija kazalnikov, ko bomo videli številke, kje je Slovenija. Prvo je izpostavljenost naravnim nevarnostim. Dve boste rekli, naravnih nevarnosti, kar se tiče prisotnosti, zelo težko vplivamo na njih. Lahko pa vplivamo na izpostavljenost, torej kje smo. Definicija je delež površine države, kjer je neka gospodarska dejavnost podvržena delovanju tukaj vzetih 3 naravnih nevarnosti. Poplava, potres. Potresna zakonodaja, poplavna zelo dobro urejena v zadnjem času, veter, vetrolomi, odkrivanje streh, bi se dalo kaj narediti. Kakovost varstva pred naravnimi nesrečami, bomo videli, na katerem mestu smo, področje državne politike, konkretno na področju gradbene zakonodaje, torej to je to, o čemer se pravzaprav danes pogovarjamo, in na kakšni ravni varstva pred naravnimi tveganji smo v Sloveniji. Tretji kazalnik, podobno za kakovost požarnega varstva. O kibernetskih tveganjih danes verjetno ne bo veliko govora, ampak če bomo imeli pametna mesta, pa pametne stavbe, si znajo Slovenci malo nagajati med sabo, da boš sosedu kakšno elektriko odklopil, pa kakšen signal motil, morda na kakšen bolj modern način. Poglejmo, kje smo. Smo na 39. mestu, boljše kot pri konkurenčnosti med 130 državami. Indeks je skaliran med 0 in 100, Slovenija dosega 59,3. Noben ne bo vedel, kaj je ta številka. Na segmentu gospodarstva, kot prvem dejavniku, smo na 21. mestu, to je relativno dobro, se smo v Evropski skupnosti. Produktivnost je morda od teh kazalnikov še najslabša. Pogovarjamo se gradbeništvo in produktivnost. Smo na 38. mestu. Stopnja urbanizacije je tukaj izrazito pozitivno vrednotena. Ampak že danes smo slišali, policentrični razvoj Slovenije, ogromno naselje, 6000 plus,
zelo razpršena gradnja, ogromno stavb in infrastrukture, seveda bolj podvrženo naravnim nesrečam, kakor če te urbanizacije ne bi bilo, bi rekel, tako koncentrirane. V tem smislu je nesporno to pozitivno. Kakovost varstva je malo zaskrbljujoča, 81. mesto. Če smo pri izpostavljenosti na 78. mestu, kar zelo težko karkoli spremenimo, razen da omikamo našo dejavnost, infrastrukturo in stavbe iz ogroženih območij, je kakovost požarnega varstva tudi relativno zaskrbljujoča, 73. mesto, kakovost varstva nekoliko boljša, 42. mesto. Oskrbovalna veriga, pravzaprav 37. mesto, nekoliko kvari to sliko dejavnikov, ki so definirani kakovost infrastrukture, prometna, zračni transport. Države v soseščini, dobro, Avstrija preseneča s 4. mestom v svetu, pa je zelo izpostavljena naravnim nesrečam, verjetno jo obiskujete, Češka 21., Italija 33., Madžarska, ob nas na 40. mestu, Hrvaška 42. Če tako pogledamo, imamo možnosti za izboljšave na tem področju. Kaj narediti? Jaz mislim, da je dejansko že čas, da se uresniči določitev ogroženih območij iz Zakona o vodah iz leta 2002. Na področju poplavne direktive smo to naredili, zato ker je bila seveda tudi politika do voda, kar se tiče poplav v Evropi, izrazito, bi rekel, stimulativne, smo to uredili, ne pa posod, recimo nismo uredili hudourniške erozije, nimamo hudourniških vršav, nimamo rešitev, kar se tiče plazov, zemeljskih plazov, snežnih plazov. Tu je kar nekaj dela. Nadalje izboljšati požarno varnost in pa seveda, da se pogovarjamo, kako v gradbeništvu dvigniti produktivnost s spodbujanjem inovativnosti, mislim, da je to zadeva, ki bi jo morali spregovoriti, kako vzpostaviti boljšo gospodarsko klimo, seveda tudi na področju gradbeništva, kako gospodarsko spodbude doseči, vlaganje v izobraževanje, razvoj in raziskave, seveda znotraj samega gradbeništva za to vprašanje. Kaj lahko stori gradbeništvo samo kot panoga, kot stroka, kaj pa pravzaprav pričakujemo okvire v družbi, skratka recimo ta zakonodajni trojček, pa verjetno še marsikaj drugega, cela vrsta podzakonskih aktov. Cilji trajnostnega razvoja, dr. Brglez je omenil številko 11, trajnostna mesta in skupnosti, mislim, da se gradbeništvo z vplivom v prostor in na družbo vidi v marsikakšnem cilju. Od pametnih mest, preskrbe z vodo, čista voda in sanitarna ureditev, podnebni ukrepi, skratka, gradbeništvo se mora v teh ciljih prepoznati in s tem pridobiti večjo družbeno relevanco. V zadnjem sklopu oživitev gradbeništva. Gre za tisto zgodbo, ki jo je že magister Remec omenil, Zbor za oživitev in razvoj gradbeništva, ZORG, postavitev leta 2014, fakulteta je bila sestavni del. Tule smo dali neke zahteve, mislim, da bo gospa Škraba Flis ravno to tudi omenila, zato bi jaz to preskočil. Začela se je zgodba bolj intenzivno decembra oziroma poleti 2014 z določenimi pričakovanimi učinki. Bi pa vam predstavil dva zaključka, in sicer Gospodarska zbornica je pripravila 2 strateške konferenci o trajnostnem gradbeništvu. Dobro leto nazaj, 21. marca, z zahtevami stabilizacija trga gradbeništva. Nihanje, ki mu je bilo gradbeništvo podvrženo, je 100% z indeksom na 40, pa počasna rast, vam lahko povem, kaj to pomeni na fakulteti, kjer imamo, ko sem v časopisu pred leti pisal hidrološko sušo, imamo opisno sušo. Jaz vas opozarjam, da čez nekaj let, ne vem kako je za arhitekturo, tam so razmere boljše, gradbenih inženirjev, ki bodo šli v zbornico, ki bodo naredili izobraževanje, postali po najnovejšem zakonu pooblečeni inženirji, jih bo handful, boste rekli, na prste jih bomo šteli, ne bo jih zelo veliko. Nekaj 10 na leto inženirjev bo končalo magistrske študijske programe, ki potencialno po novem zakonu vstopajo in so lahko pooblaščeni inženirji. Zamik je 5 do 7 let, zanimanje študentov, dijakov za študij gradbeništva je katastrofa, sam še to lahko rečem. Ne vem, a se da kak standard sprejeti, ali boste vi s kakšnimi kadrovskimi štipendijami pomagali z zagonom gradbeništva, lejte, mi samo lahko saniramo, kar lahko. Smernice za javno naročanje, konvencija mednarodne organizacije dela, paritetni skladi, kolektivna pogodba. Na drugi strateški konferenci smo se bolj pogovarjali o kadrih, kje smo, o zaposlovanju in socialnem dialogu, da postane gradbeništvo spet atraktivna disciplina. Ljudje, ki pridejo in sprašujejo, ali obupajo študirati, pravijo, a to je gradbeništvo, lahko je odgovor v digitalizaciji, v virtualnem svetu, v nekem usporednem svetu
Predno se zidaš, da vse to lahko vidiš. Gradbeništvo trenutno ni zanimiv študij. Zato tudi spodbuda za povečanje zanimanja, standardi nove tehnologije, danes bo verjetno veliko govora o tem, to je en od potencialnih rešitev, da mladina, ki živi v relativno virtualnem svetu, ki ima polno gadgetov, da bi se prepoznala v tem poklicu, če bi seveda ugotovili, da lahko se to svoje znanje in kompetence in veščine nadalje razvijajo. Direktorat za gradbeništvo, imamo arhitekturno politiko, se spravi na najvišjih nivojih sprejemamo na ostalih segmentih dosti visoke zavezujoče dokumente, kar je absolutno prav, ampak za področje gradbeništva. S kom v tej državi se lahko gradbeništvo pogovarja? Z več ministrstvi, z direktoratom, katerim? Tukaj mislim, da mora nova vlada, ne vem kdo v tej sobi, ki bo v novi vladi, na določene visoke mesta ali v strankah postavil to kot eno od prioritet. Vseh je v tej državi več. Ampak gradbeništvo bi zaslužilo, tako kot je na Japonskem, po kakšni drugi državi v imenu ministrstva. Boste rekli, vse vas lahko damo v ime ministrstva, ne? Pa še vedno to ni rešitev, pa vendar, en sogovornik. Dal bi še na kratko samo priporočila Inženirske akademije Slovenije, tudi ta organizacija, ker že nekaj časa v tej državi nekoliko se poskuša pozicionirati sporedno s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Mi smo imeli pred nekaj leti 2016 več posvetov, ugotavljali smo, kje smo na področju tehniškega izobraževanja. Gradbeništvo je en del tega. Kaj smo ugotovili? Inženirsko delo je izrazito ustvarjalno, pika. Vsaka lokacija, vsak objekt je nekaj svojega. Lahko delamo tipske gradnje, lahko gremo v, bi rekel, industrializacijo proizvodnje, pa vendar, umestitev v prostor je ustvarjalno delo, kam umeščaš. Vidimo, da v postopkih srednje in osnovne šole ni morda ustreznih učnih vsebin in priprave za to vrstne študije. Tu seveda zelo težko ministrstvo kaj naredi, ali mi v praksi, pa vendar. Mislim, da bo tu treba kaj spremeniti. Delovna mesta v prihodnosti, ki trdijo, da bojo mladi menjali 6 ali 7 služb in da 3/4 poklicov sploh ne obstaja. Tudi v gradbeništvu bojo določeni poklici odmrli. Spremenili se bojo. Zvezna država New York je podatek, 71% delovnih mest zahteva univerzitetno izobrazbo, se pravi terciarno. V Ameriki je ta podatek okrog 60%. Torej prav je, da študiramo, ampak vse te veščine in kompetence, ki so napisane, moramo znati. A jim res to na fakultetah ponujamo, to vrstno, s predavanje takole ex katedra, s projektnim delom, s strokovnim delom v organizacijah, se pravi na gradbiščih, mnogo lažje. Tukaj je kar marsikaj odprtega, kar morda današnji posvet ni čisto, a ne osredotočen. V sklepu področje graditve definitivno neločljivo povezano, že sam naslov je povedal, s prostorom in družbo, posegamo v prostor, namen graditve česarkoli pa je zadovoljevanje družbenih potreb. Značilno za to področje je inovativno inženirsko delo, kako to inovativnost spodbuditi pri bodočih inženirjih ali pa pri nas, ki to smo že. Tu bomo verjetno danes precej slišali o digitalizaciji, industrializaciji, to verjetno je ena možnost, da se pride do nekega novega zagona gradbeništva in da se ustvarja to v neke medsebojne spoštovanje, na eni strani inovativnosti, ustvarjalnosti pri projektih in odgovornosti seveda vse, ki sodelujo pri graditvi, ki je dejansko splošna družbena zadeva. Ne more biti samo zbornica, samo fakulteta, samo ministrstvo. Dejansko ta splošen diskurs ali razprava o umeščanju prostor je ne samo trend, ampak nujnost. 18 minut nisem štel, ampak se zahvaljujem za pozornost, to je pa prizor po enem potresu na Kitajskem leta 2008, ura se je ustavila, zdaj, a smo slabo gradili ali je bil pa zelo močen potres. Opozorilo, potres v Sloveniji enkrat bo, se pripravljamo na njega in če se kako, hvala lepa.